Živo, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan in Nin Klemenčič nam predava o Jamajki, Jamajka. In zdaj gremo kar na video, pa pogledajmo, v katerem delu Jamajke smo. No, vidiš, zdaj slišiva, malo poslušaj, pa poslušalci tudi, pa kaj misliš, o čem govori ta možakar? Ja. Tega le pa ne razumem, Janin, ti priznam. Ga boš zdaj takoj zagledal, enostavno ima mikrofon in zvočnik in očevalec in razlaga o tem, kaj prodaja. Grelce za elektriko, fene, pečice, hladilnike. Kar iz prtljažnika. Ja, kjerkoli pač je, ne, tukaj je zraven trgovina, on ima to verjetno v avtomobilsko baterijo priključeno in očevalci so in potem imaš na vsakih 10 metrov nekoga, ki zna ves glas tuli, kaj je treba kupiti tam pri njem. In tako zgleda njihova tržnica. No, zdaj, če ti malo pogledaš, bi kaj ločil, koliko različnih ras je tukaj. Ne. Oni ločijo rase nekako na četrtine oziroma 16-tine ali kakorkoli že, ne. Recimo, če so tvoji starši pol beli, pol črni, potem si mulat. Potem imaš pa lahko 1/4, pa 1/8, pa 1/16 in tako naprej, bele oziroma črne krvi. In za vsakega teh odtenkov imajo oni svoj izraz. Ja? Recimo, eden je Quadrion, eden je Octarion, eden je Mustafino, eden je Mulato in tako dalje. In med sabo so zelo rasistični, presenetljivo rasistični, glede na to, koliko temno, vidiš tam recimo ena od punc je malo svetlejša, druga malo temnejša. Oni to natančno ločijo in je bolj presenetljivo, koliko rasistični so oni glede na to. Je pa to ne velja samo za Jamajko, ampak za vse te dežele tukaj, ker je veliko črncev, tudi celinske, ne samo otoške. In stvar je med drugim zaradi tega taka, ker pač tisti belci, ki so imeli ne vem koliko sužnjev, seveda so te lepe punce povabili včasih tudi svoje prostore. In potem, ko so se rodili otroci, so tisti otroci imeli več pravic kot pa ostali otroci, ker so bili pač njegovi sinovi oziroma hčere in jih je potem ali dal v šolo ali jim je dal več in boljšo hrano, recimo, ali kakorkoli že. In tudi to je ostalo potem naprej. Včasih vidiš kakšne zanimive napise v nekaterih delih mesta, tako kot tale tukaj. Skratka, imaš dele mesta take kot tisti, ki smo jih na začetku videli, ki so predvsej taki zapuščeni. Tole je bila nekoč je bila javna hiša, zdaj pa poglej, kaj je ostalo od nje. Ker nekateri so tudi zelo zagrizeno krščanski in so potem enostavno požgali tisto javno hišo, tako da tistele risbe je še ostala, vse ostalo je pa šlo. Tole je pa proizvodna frizur, frizerka je tole na levi, kot si ugotovil. To tudi ni tako zelo enostavno, kot bi človek mislil. Namreč, kakšne vzorce vse imajo, pa potem imaš na lasišču nadvoze in podvoze in razne pentlje in ne vem kaj še vse. Tole je sam en košček frizure, kar si zdaj videl, ona bo pa spletla še neverjetne stvari potem. In to rabi 4 ure? Jo, zelo spretna je, hitra, ampak tiste kitke so oske, tako da se že z eno kar nekaj časa, včasih tudi po par ur, ja. Pa so tudi kakšne belke si včasih to dajo narediti, ampak ne rata, niti približno tako, kot pri tisti. Ker tam lasje sami od sebe držijo, ker so taki skravžljani in ko narediš, kar stoji. Belka ima pa gladka lase in se moraš pač, ti bi si lahko dal narediti, pa bi videl, kako to zgleda. Jaz bom si to dal narediti enkrat, ja. Poleg tega je stvar rahlo neprijetna zaradi tega, ker oni to zelo na trdo naredijo in te pa celo lasišče boli par dni, preden lasje toliko zrastajo. Se ne vem, če je to sploh dobro za lase. Verjetno, da ni. Ok, najboljš, kar si doživel v Jamajki? Najboljš? Težko bi ti zdaj izbral, kaj je posebnega. Vse je bilo po svoje zabavno, kaj vem, recimo severna Jamajka meni osebno bistveno bolj simpatična, ker tlele v velikih mest niti ni kaj dosti. Tale Kingston pa zelo malo česa drugega. Tam je pa veliko več narave, pa slapovi, pa tropske rastline, pa živali, pa tako naprej. Da bi pa rekel, da imaš tukaj kakšno, ne vem kakšno znamenitost, pa ne. Kaj vem, recimo smo prišli v eno mesto, ki je pač recimo med malo bolj Montego Bay, vse ga poznaš mogoče po imenu, zelo znano turistično mesto in pol imaš tam v vodniku napisane glavne znamenitosti, jih je naštetih v vsakem mestu kakšnih od 5 do 10.
In največja znamenitost je bila tam enonadstropna lesena bajta, ki je bila pač 8-kratne osmerokotne oblike. Aha, ja. Nič, skratka. No. Ampak če želih morajo nekaj napisati, pač reče, ok, to je pa zdaj... Velik dosežek. Danes je pa tam policijska postaja in priješ kaj in reče, dobro, zakaj sem pa sam hodil? Dobro, je ena, recimo, v Montego Bayu ena taka zanimiva cerkev, ki je že precej stara in zgleda, kot da bi bila iz srednjega veka, kar pa seveda ni. Je pa zgrajena iz kamna, tako da za pogledat ni pa kakšnih znamenitosti. Glavno, kar se ti dogaja, so stiki z ljudmi. Da bi pa rekel, da je pa kakšna čudež, Ja. nekaj preveč. Si slišal Bob Marleya po radiju? Tam. Ja? Bob Marley je tam svetnik in narodni junak in najbolj sveta oseba, kar jih sploh je, še bolj kot vsi rastafarijanski bogovi in tako dalje. Ja. Skratka, to sploh ni za primerjati. Ampak, a si ga slišal? Z radio tam, Ja? ves čas, seveda. A je bil? Aha. Ja, veš, da tisti njihovi komadi, pač, ste se še zelo za poslušati, ne? Seveda. Ok, Janin, danes gremo malce hitreje ven. Mi moramo Še en predstaviti. video, malo, če ga bo Malo sploh še imela en čas video, pogledati, danes ne, ali pa naslednjič. pa naslednjič. Hvala za tole kratko. Za plavanje po Jamajki. Mi pa smo bili tudi na festivalu čokolade na Gorenjskem in smo pripravili tudi en prispevek, tako da dajte si to pogledati.